Dober dan. O Sovi bo danes govorila. A sem mislil, da bo o olimpijskih igrah? Ne, lej. Bi govorila o olimpijskih igrah, če bi po medaljah per capita bili na prvem mestu. Tako je pa ena majhna državica Granada pred nami in ima neulovljivo prednost. Tako da se posvečava dogajanju v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji. Kar je zanimivo, je to, da je kar po nekaj časa na črni in sivi in beli trg informacij prišlo nekaj anonimk iz te zanimive, skrivnostne in tako naprej inštitucije. Tako po spominu bi rekel, da nekaj časa anonimk in podobnih dokumentov iz Sove nismo imeli prav veliko na voljo. Zdaj dobro, v 90-ih letih je na informacijski trg prihajalo tudi precej originalne dokumentacije, to je že treba vedeti. In pa zdaj originalna dokumentacija iz te inštitucije ne beži, kar je kar v redu, tako, če se postavlja na državotvorno pozicijo. Kaj je pa anonimka? Kaj pove anonimka o tem, kaj se dogaja v pomembnem delu državnega sistema? Najprej morava vse najine zveste zasledovalce pozdraviti po enem mesečni pauzi. Konec poletja je pa to. Ja, to je to. Drugo, kar je, da mi ne uide iz spomina, sem zdaj pravkar prebral, ampak res zanimivo novico, da je na olimpijskih igrah v jadranju v paru zmagal en Argentinec, mislim, da je mu ime Santiago, na L se pa piše, preskočimo, pri 54 letih in z lansko leto operiran z odstranjeno pljučnim krilom je osvojil kolajno. Tokio za naju ni izgubljen. Če bova pridno trenirala, se vidimo v Tokiju. In to v disciplini od srede do srede. Jaz sem mislil na trampolinu skakati, ampak... To, kar si rekel, je zelo dolgočasna tema. Jaz bi recimo vse, kar... Kaj, vohuni so dolgočasni zate? Ja. Mislim, anonimke so dolgočasne za ja. Vse, kar bi se v državi pojavilo pod firmo anonimno, bi jaz vrgel v koš in o tem ne bi niti diskutiral. V okrogli fascikel, hočeš reči. Je pa seveda problem v tem, v drugih okoliščinah, o katerih bi mogoče bilo za diskutirati, ampak osebno se po dolgem dopustu še niti nisem poglobil v naravo, še nisem naredil obdukcije, te zadnje aferice ali pa afere okrog anonimk. Ampak ne vem niti, kje je izvorno prišla ven informacija o anonimki, kje je izvorno prišla informacija o anonimki. Jaz vem, da je premier v nekem trenutku reagiral in da je dal šefu obveščevalno-varnostne agencije čas, da do 20. tega meseca napiše poročilo. Torej je zdaj pred tem, da poročilo polira in če to poročilo ne bo ustrezno, se lahko zgodi tudi, da bo naslednji teden razpravljala o liku in delu novega komandanta Slovenske varnostno-obveščevalne agencije, ampak ne prehitevajo dogodkov. Ne prehitevajo. Ja, turbulence na ravni anonimk so običajno vedno prihajale v odnosu med vlado in pa med najbolj relevantno opozicijo, kar je običajno bila SDS. V obdobjih, kadar pa je bila SDS na vladi, so pa anonimke ven prihajale tako rekoč po njenem diktatu. Vedno, kadar če se spomniš, kako je, tukaj imamo afero v Piranskem zalivu, oziroma to niti ni bila anonimka, to je v bistvu, takrat je predsednik vlade Rop povedal poslovnemu novinarju Vodušku, da fantje malo med sabo diskutirajo in on je to povedal. Se pravi, takrat je rekel, da fantje iz Slovenije in Hrvaške med sabo diskutirajo o tem, a bi veljalo narediti kakšen incident v Piranskem zalivu, in potem je tajna služba to slišala in potem je tajna služba to povedala predsedniku vlade in potem je predsednik vlade Tone Rop o tem v off the record pogovoru spregovoril novinarju
ki je potem to objavil, potem je pa tajna služba rekla, da o tem nič ne ve. Ne, potem je pa se zgodilo, da je v skladišču posnetkov, kjer so bili ti diski s tovrstnimi pogovori shranjeni, se oglasil nenapovedan obiskovalec kabineta predsednika vlade in potem so izginili tudi indici, ne, da bi tovrstni posnetek lahko obstajal. Tako nekako, ne? To je globoko v prejšnjem desetletju bilo. Ne? Najbolj zloglasna afera na temo anonimne zadevščine je bila afera Baričevič, ne, če se prav spomnim. Takrat se je pa marsikaj svalkal po kuluarjih, po informacijskem nadzemlju in podzemlju. Ne? Ne vem, velja take stvari resno imati, je pa seveda drugo vprašanje. Te afere imajo neko anatomijo. Ne? In običajno pri anonimkah je to, namreč tako je včasih že delovala partijska propaganda, udbovska propaganda in predtem že tudi ta NKVD-jevska, hitlerijanska propaganda. Načelo je bilo pa to, da se običajno obesijo na neke podatke ali pa na neke dogodke, ki so vsaj deloma resnični. V nekem segmentu morajo prijemati, morajo korespondirati s tem, kar se je v resnici zgodilo. Vse okrog tega ali pa v nadaljevanju se pa potem pojavijo insinuacije, se pojavijo pač interpretacije, pa pospeški in tudi lažine. Ja. In potem, ko opazujemo vse te zadeve, se moramo zmeraj vprašati, komu to koristi, kdo od tega profitira. Ne? Komu škoduje? Komu škoduje, komu koristi, kdo profitira, kdo pač ne. In potem vidimo, odkot to lahko ali običajno tudi pride. Ne? Zdaj dve smeri. Komu škoduje? A zdaj v tem primeru? Ja. Ne vem. Cerarju? Ne vem. Ne znam ti povedati. Verjetno gre za... Preprosto vem premalo, vem samo to, da sem že naveličan teh sov. Mislim, jaz bi tako rekel, ne, veš, mislim, na prvi pogled, ne, seveda, ne, škoduje šefu Sove, ne. Ja. Ampak dobro, šef Sove je vedno lahka tarča, ne, mislim, to je inštitucija, kjer rok trajanja ni neomejen, ne, kadrovski rok trajanja, ne. Dej, če je pa posredna tarča premier, ne, je pa sporočilo sledeče, ne, dej, okay, ne, ko predsednik vlade nekoga postavi na čelo obveščevalne službe, ne, mora predtem temeljito preučiti, ne osebno, ne, ampak prek pač svojih ljudi, ne, kaj so šibke točke človeka, ki to službo prevzema. In ne, če ugotovi, da je število šibkih točk previsoko, potem je treba poiskati novega človeka. Ne, zdravje želim. Ne, pa je treba novega človeka poiskati. Ne. Dej, zakaj je treba to narediti, ne, ta katalog šibkih točk? Zaradi tega, da ne bi bili post festum presenečeni, ne, ker se lahko ta isti katalog šibkih točk pojavi kako drugače, ne, v obtoku. Zdaj, pri sedanjem šefu Sove, ne, je nekako obstajal vtis, ne, veš, da predsednik vlade ob imenovanju Zorana Klemenčiča ni šel delati kataloga šibkih točk. Ne. Ta katalog šibkih točk je pa vezan pač na njegovo poslovno ali pa lastniško kariero v neparih podjetjih na Gorenjskem oziroma v Kranju. Ne. Pač iz tega izvirajo težave, ki pa se po mojem niti ne tičejo toliko samega šefa Sove, kot se tičejo Mira Cerarja, ne, kaj ti gre za zgodbe, ko so se vrtele tam leta, lahko rečeva 2008, 2009, zagotovo pa najkasneje 2013. Ne. In v tem primeru, ne, če bi se izkazalo, da je šef Sove
lahka tarča, ne, ali pa prelahka tarča, ne, bi prišli do sklepa, da Miro Cerar pač ni domače naloge naredil, ko je človeka postavil na čelo Sove. Pri tem je pa naroden, da je tudi prvič ni naredil, kajti na čelo Sove je postavil človeka, ki za vodenje te ustanove ni imel ustreznih kvalifikacij in je moral čez nekaj tednov potem spakirati kovček in zapustiti funkcijo šefa. Načeloma mi kot navadni državljani ne bi smeli prav dosti vedeti o tem, kaj se dogaja na Sovi, je pa res, ne, da se na Sovi ne bi smeli dogajati nič, kar bi bilo protizakonito. V današnjem delu je intervju z poslancem Nove Slovenije Toninom, ki je povedal eno dobro, in sicer dobro je ta, da namesto k anonimkam imajo, bi se znotraj sistema zaposleni morali bolj bi bilo, če bi se posluževali instituta oziroma pač obračali na člane parlamentarne komisije in bi jih čisto po uradnih kanalih napotevali na dokaze, ki Seveda. obstajajo v zvezi Seveda. s temi zadevščinami. Tam, kjer so anonimke, Če češ rešiti problem, ne, pač tam je nabiralnik parlamentarne komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb, ne, daš papir noter, ne, in v tem papirju dobijo člani parlamentarne komisije ustrezna vprašanja, ki jih morajo na naslednji zaprti seji postaviti predstojniku. In pač predstojnik se mora zelo potruditi, da na ta vprašanja ustrezno odgovori. Ne. To je pač kanal parlamentarnega nadzora. Zdaj, dobro, ne, sej tajna služba ima tudi neke vrste sodni nadzor. Zdaj, malce v paradoksalni situaciji, ne, ker ima na eni strani državotvorno držo, ne, na drugi strani pa držo novinarjev, ki zaradi narave najinega posla bi rekla, ne, da je fino, če čim več teh stvari izvemo. Dobro, to je načeloma res, ampak politika, recimo, se sklicujem na obdobje 2004-2008, recimo, ne, je pa prav novinarske kanale uporabljala za politične namene. Ne. Spomnimo se, ko so tudi afera Baričevič je v tem času, oziroma času potem je bilo, ne, ko je prišla ven pač na najbolj novinarski način, se pravi v portalu nekem, tam vemo katerem, ne, ki je v bistvu popolna politična instrumentalizacija novinarstva. Ne. In to, kar se dogaja, ni v ničemer več garancija, če pride eden od indikatorjev celo mogoče, ne, če rečemo, kje pa je to vam prišlo, ne, ko rečemo, prišlo je tam in tam, ne, in če te kanale poznamo že iz preteklosti kot politično instrumentalne, potem vemo, kdo to počne. Dobro, mislim, veš, zdaj tole je približno tako, veš, kot kraško podzemlje, ne, pač če vodo markiraš, ne, tukaj, ne, potem veš, da bo na drugi strani hriba Ljubljanca prišla obarvana skozi, ne, pa veš, da so... Zato je pa naš sistem... Ni treba jamarskih raziskovalnih tehnik, da veš, kako tokovi... Tudi po načinu, kako je spisana, ne, jaz se spomnim tistih časov, še v 90-ih, ko so tiste anonimke tekle, pa tiste hobotnice in tako naprej. Ne. Zanimivo, recimo, takrat smo imeli za anonimko, če se spomniš v 90-ih. Hobotnica, to je bila taka disketa, ne? Imenitna stvar, ja. No, in danes, veš, ker nekateri ljudje pač ne nadzorujejo, kako ne rečem, svojega besednjaka in svojih miselnih tokov, ne. Če danes ti odpreš nekje Nova TV, ne, se pravi televizija, ki je povsem pohvaljeno, ne, transparentno Janševa televizija, televizija SDS oziroma kakorkoli že obrneš, ne, z zelo jasnim poreklom, ne, imaš noter neko rubriko, ki se imenuje Hobotnica. Ne. Ja. Zanimivo. Ne. In po toliko časa se praktično vse anonimke na nek način razanonimijo. Ne. Tako ali pa drugače. Po 20 letih, ja, tlele. Ali pa že prej.
včasih tudi že prej. Ne? Ja. In zato je pa tako, enkrat sem bil na pravni fakulteti na eni okrogli mizi, sem sodeloval pač, ne, ko je eden od participantov pravzaprav zelo dobro povedal, da v Sloveniji je problem v tem, ne, da mi sistemsko ljudi napotujemo k anonimnosti in k inštitutu anonimnosti. Ne. In sicer recimo še na policijskih avtomobilih piše anonimni klic, ne, Ja. in tako naprej. Skratka, tisti, ki so blizu teh zadev, pa če se tako neformalno pogovarjaš z njimi, ne, vedo povedati zanimive, včasih celo groteskno srhljive stvari ali pa zgodbe o navadah Slovencev. Ne. Prijatelji vajajo zato, ker lahko to počnejo anonimno. Ne. Nekdo, ki ima lokal zraven lokala, pa ima nekdo, ne vem, 15 minut dlje dovoljenje imeti odprt lokal, ne, dobi prijavo človeka, ki mu naslednji dan zjutraj reče prijazen dober dan. Ne. In vse to je pod firmo anonimnost. In a veš, to so v bistvu razpihovanje nekih navad, ki niso prav dobre. Ne. Zlasti v Sloveniji bi morali mogoče pa čisto premisliti, da v katerih primerih je anonimnost smiselna, v katerih je celo potrebna, v katerih pa v bistvu privzgaja slabe ali pa popolnoma napačne družbene navade. Ne. Sama praksa politična nas pa tudi podučuje, da je ta anonimnost posegla že globoko v temelje politične kulture, ki je pravzaprav nimamo. Ne. In jaz to čisto, ne da bi se sprenevedal, ampak čim jaz slišim na ravni vojske, policije, represivnih organov, Sove, prisluškovalnih agentov, karkoli že na temo James Bond, ne, prvo, kar se mi izpiše na mojem radarju, SDS, Janez Janša. To se mi, in mogoče mu celo krivico delam, ampak to, a veš, vzdušje, ne, so nam v zadnjih 20 letih privzgojili z vsemi temi velikimi hobotničnimi konstrukti, a veš, ki jih v bistvu ne bi smeli biti. Ne. Vzemiva konkretno, recimo v aferi garaže Slavnih in Baričeviča, Ja. zadevščine. Tako kot se je slišalo, je bilo marsikaj res. Ne. A veš. Ampak nihče ni verjel, zaradi tega, ker je prišlo ven na tako instrumentiran način. Ne. In na koncu koncev nič ni res. Ne. A veš. Ali pa v aferah, drugačnih aferah. Ne. So elementi nekih resnic ali pa ničesa, kar se je realno zgodilo, ampak ti na koncu nič ne veš, v kakšnih dimenzijah se je stvar resnično zgodila in ne vem, čemu služi, in na koncu ne verjameš ničesar. Ja, glej, Jaz na koncu ničesar nisem verjel. Ne. Mava pa, veš, lep primer z tega poletja. Ne? V teh krajih, ne, je včasih uradovala inštitucija, ki se je imenovala UDBA. Ne? Je bila zelo vplivna. Leta 1983 je v Nemčiji, v Münchnu, pod streli neznanega morilca padel emigrantski poslovnež, ki je svoj čas delal v INI. Hrvaški, ne? Hrvaški Ja. INI. Ne? V INI so takrat imeli neke miškolancije. Ta človek, ne, je za te miškolancije izvedel, na kar so prišli strelci in ga pospravili. To poletje, ne, sta bila tedanji poslovodeči hrvaške UDBE, mislim, da je bil na tej funkciji Mustač in pa Perković, obsojena na dosmrtno ječo. Zakaj? Zaradi tega, ker je nemško pravosodje zločine, ki so se zgodili leta 1983, anatomsko natančno sestavila, dokumentirala in zahtevala izročitev in postavila najvišjo možno kazen, ki v nemškem pravosodnem sistemu velja. Ne? Da se mene tiče, ne? To je model, Ja. na katerega se lahko in mora obračunati s pojavi, kakršni so bili, ne, doma, po vsej verjetnosti tudi na ozemlju sedanje Slovenije. Ne, To se je takrat očitalo,
To se je takrat očitalo notranjemu ministru, mislim, da je bil Stane Dolanc. Ne? Ne, ta likvidacija ne, se je zgodila v času, ko je bil notranji minister Stane Dolanc. Takrat so pravili, da so bile pištole prirejene tako, da tulc ni padel na tla, ampak je ostal v ročaju. Ne? Ja. Mislim, da so bile neke posebne pištole, ne, če se prav spomnim. Ampak če greva naprej v, ne vem, 2.6 ali nekaj, tam nekje, ne, kar nekaj, kar je bilo blizu anonimke, ne, ko je zmagal Jelinčič, se skliceval na pač anonimne vire, ki so povedali, da je tedajni guverner Gaspari pisal scenarije za to, da bi Slovenijo tožil in uvajal nam, se pravi, monetarne oblasti v Bruselj, češ da lažemo, ne, kako v bistvu nismo uspešni. Ne. Ja. To je eden od načinov, kako se anonimke sproducira in kako se jih zlorablja in kako na koncu koncev se izkaže, da je šlo za politični konstrukt. Ne. Kaj se je takrat zgodilo? V končni fazi Gaspari res ni več bil guverner in temu je bilo to namenjeno, da naj ne bi bil več. In izkazalo se je, da je to slabo. Ne? Prvič se je izkazalo, da je slabo, drugo, kar se je pa izkazalo, da se je ena velika laž. Ne. Ja, bil je scenarij ABCD. Ne? Tako, oni so bili dolžni delati worst case scenarij, najboljši scenarij, najslabši scenarij in oni so izolirali ti politični in se je na koncu vedelo, kdo je to počel. Ne. Spet smo prišli v dotedanje aktualne vlade, to je bilo pa Janševa vlada, ne, da so enostavno človeku vzeli dobro profesionalno ime, ga izločili, postavili nesporazum, čez 20, 15 let, 10 let, 5 let je pa že vseeno, ne, kaj je bilo pa kaj ni bilo. Ne, ni vseeno, zaradi tega, ker tisti worst case scenarijo, ki so ga takrat preračunavali, ne, se je potem 2-3 leta kasneje pa v resnici odvil. Samo logika anonimke je taka, ti zdaj ne moreš časa nazaj zavrteti, pa Gasparija nazaj postaviti. Ja, vidiš, v tem je problem. Ne? In potem, ko stvari... Irreverzibilno. Tako je, ne? In tudi on nima na osnovi česa več iskati kjerkoli pravice, zaradi, ker je tisto vendarle na nek način politična funkcija, v smislu politika te izvoli, če te hoče ali pa ne. Nimaš kaj s tem početi. Ne? Dobro, od srede do srede, naslednjo sredo naprej. Drži? Drži.